Kako se skupaj snemam? Ja, laufam pred avtom, pa pri 37 stopinjah. Vožnja po kraterju je ena taka zelo posebna izkušnja, zato ker prvič se zavedaš, kakšne sile so bile tukaj na delu. Jure, do mega erupcije je prišlo, si rekel, ne? V bistvu se je premaknila tektonska plošča, to je bilo čas morsko dno. Da sploh ne omenjam tega, da se pravzaprav z Juretom zdaj že drug dan voziva po zibki človeštva. Stari, tukaj mi vsi prehajamo, ne? Zdaj sem bil jaz 2 uri za volanom in moraš biti čist vsak ne kilometer, meter skoncentriran v nulo. Ja, sabo ne moraš imeti 18 pneumatik, ne? Ja, pa iz maksimalno ostrih skal na čisto mehkobo puščavskega peska. Kar se pa okolice tiče, jaz pa dolenjski Indiana Jones sva še vedno čist zmešan nad tem, kar vidva. Naj gorijo. Hvala. Največja struga, po kateri se zdaj vozimo, je pa tudi dom namibijskih slonov. Zelo nevarne živali, pravijo. Namibijci povedali, kako si ti sloni pridejo do vode. Porečno dno skopljajo luknjo, potem pa počakajo 3-4 dni, da se voda nacedi, pa predsedi, pa pridejo pa pit. We also have some desert lions in this area. It is one of the few areas in the world where you get desert lions, so if we manage to see them, it will be very special. Zdaj je pa na vrsti off-road. Tako sem se najprej javil za sovozniški sedež, zato da bom lahko malo razložil, kaj Jure sploh počne, pa na kakšen način bomo izkoristili vso tehnologijo, ki je avto ponuja. Zdaj bomo najprej vklopili reduktor, potem pa vidiš tukaj stikalo MTS. Ga pritisneš, potem pa s tem vrtljivim stikalom prilagajaš programe vožnje. Vidiš, to so programi, ki so na voljo: Mud and Sand, Loose Rock, Mogul, Rock and Dirt, pa Rock. Ciril, Kaj? najprej kepca. Zdaj ga moramo pa še dvigati. Diži. Evo, haj od tripa, gremo gor. Imamo pa še eno funkcijo, ki se me tudi že omenil, imenuje se crawl, v bistvu plazanje. Klopiš jo s tem gumbom, pa tudi lahko prilagajaš hitrost plazanja od 1 do 5. In v tem primeru, potem kot voznik, vse, kar rabiš narediti, je to, da držiš volan. No, zdaj se pa vse skupaj premika že veliko bolj počasi. Če pa kaj na svetu zdajle ne bi bil, ne, v tem trenutku, ne bi bil pa gum od tega Land Cruiserja. Počak me! Gledoči, če me pa klele pustil, pa ne bi dolgo zdržuješ. Vidiš, tukaj se pa konča pot cestnih terencev. Zato, ker podlaga, po kateri vozimo, no, to ni več cesta. A kako se skupaj snemam? Ja, laufam pred avtom, pa pri 37 stopinjah. Evo, zdaj se premikamo počasneje od pešca. Pa zdaj je odličen primer, zakaj lahko pa na kakšen način voznik terenskega vozila še izkoristi kamere. Ne nucaš to samo takrat, ko parkiraš. Vidiš, tukaj ne spremljamo sam, kaj se dogaja pred, pa lahko tudi za ali pa ob vozilu. Pa da bo jasno, koliko orenk podvozje dela pri takmu avtu, ko je treba iti čez orenk teren. Poglej zadnji lev kolo kruze, zdaj pa obenem poglej še hod zadnjega desnega fedra, vidiš? Sta dva ekstrema, s katerimi mora avto znati razpolagati, da gre uspešno čez tako podlago, po kateri se zdaj vozimo. Se ne rečem, da je edini, ampak goddammit, ni prav veliko terencev, ki bi zmogli tole. More power, Juri, more power.
Bravo, šlo je. Zaključek enega čudovitega dneva, ki je bil pa glih to, ki je bil čudovit, tudi naporen, ampak je bilo fajn. Ne samo, da smo ogromen videli, kar se narave tiče, jaz sem znova spoznal, koliko sposoben avto je bil naš sopotnik, zato ker pismo ni stvari, ki ne bi vrgli pred njega. Ajde, sam še na sipine nismo šli z njim. Ostalo pa velike prepreke, manjše prepreke, vodne prepreke, prah, skale, pesek, stari, ni da ni. Če bi še slon prišel,